trenja in sila upora sta sili, ki vedno nasprotujeta gibanju. Sila trenja deluje med trdim telesom in trdo podlago, medtem ko sila upora deluje med trdim telesom in neko tekočino. Ta tekočina je lahko kapljevina, kot recimo voda, ali pa plin, kot recimo zrak. Sila trenja in sila upora se pojavita šele takrat, ko se telo začne gibati. Dokler se telo ne premika, pa namesto o sili trenja govorimo o sili lepenja. Sila lepenja je tista sila, ki recimo prepreči, da bi neka klada na klancu zdrsnila. Po velikosti je sila lepenja v vsakem trenutku enaka dinamični komponenti sile teže. Od česa je sila trenja odvisna, pa nam bo več povedal naš osmošolec Jon. Sedaj bomo vlekli naš predmet po dveh različnih podlagah in videli, na kateri podlagi rabimo več sile za premikanje. Poskusimo najprej na hrapavi. Vidimo, zato da vlečemo predmet na hrapavi podlagi, da rabimo veliko silo. To vidimo pri tem, da je elastika bolj napeta, kot pa, če damo predmet na gladko podlago. Tako smo ugotovili, da je sila trenja odvisna od podlage. Sedaj bomo ugotovili, če na silo trenja vpliva tudi sila, ki deluje pravokotno na tla. Najprej bomo poskusili brez dodatne obremenitve, da vidimo, s kakšno silo. Vidimo, da se je elastika raztegnila za toliko. Sedaj bomo dodali gor eno kilo in bomo spet povlekli. Če smo dodali še dodatno knjigo, je breme še večje. Na začetku se predmet noče premakniti. Na predmet deluje sila lepenja. Ko pa enkrat premagamo silo lepenja, pa začne delovati na telo sila trenja. Sedaj že vemo, da je sila trenja odvisna od sile, ki pritiska pravokotno na podlago. Zato bomo omaro dosti lažje premaknili, če bomo spraznili njeno vsebino. S tem bomo zmanjšali silo, ki pritiska pravokotno na podlago. Če hočemo omaro premakniti, moramo na omaro delovati s tolikšno silo, kot je sila trenja. V tem primeru bi morali torej našo silo povečati. Tudi malce večje pisalno mizo bomo s težavo premaknili. Razen, če damo na pisalno mizo koleščka. S koleščki zmanjšamo silo trenja in jo potem brez težav premikamo po prostoru naokrog. To, da lahko spremenimo koeficient trenja med podlago in predmetom, izkoriščamo v različnih zimskih športih. Namreč sanke brez težav vlečemo po zasneženi površini, nikakor pa jih ne moremo vleči po normalni cesti. Torej je trenje med snegom in sankami dosti manjše, kot pa trenje med peskom in sankami. Še manjše je trenje na ledu. To izkoriščajo vsi športi, ki so povezani z ledenimi ploskvami, kot so recimo hokej, umetnostno drsanje. Vemo, da se lahko po ledu premikamo z dosti majhno silo, saj na ledu praktično ni trenja. Seveda nas pa včasih to, da ni trenja, tudi moti. Recimo ceste, ki so spolzke, poledenele, so zelo nevarne, ker avto na njih hitro zdrsi. Če pa mora voziti po klancu navzgor, enostavno sploh tega ne zmore, ker ni dovolj oprijema, da bi avto dobil dovolj veliko silo, da bi se lahko po klancu navzgor premikal. To rešujemo tako, da avtomobile v začetku zimske sezone preobujemo v zimske pnevmatike, ki so narejene tako, da imajo boljši oprijem. Lahko bi namesto tega posipali vse ceste, druga možnost pa je, da preobujemo naše jeklene konjičke. Silo trenja lahko povečamo še s tem, da damo na pogonska kolesa verige,
ki povečajo koeficient trenja med gumo in med podlago. Tako opremljeni avtomobili so potem kos tudi zimskim cestam, in se lahko normalno premikajo, ne glede na to, da je koeficient trenja dosti zmanjšan. Sila trenja je zelo pomemben tudi pri zapisovanju. Če imamo preveč gladko površino in ni trenja, potem recimo ne moremo po takšnem papirju, po takšni podlagi zapisovati z nalivnim peresom. Sila trenja pri kolesu pa je zelo pomembna tudi zaradi trenja med verigo in zobniki. Če je ta veriga rjasta, ni namazana, potem je trenje veliko in kolo le s težavo gonimo. Da do tega ne pride, pa skrbimo s tem, da kolo in zobnike redno mažemo z različnimi mazili in s tem zmanjšujemo silo trenja. Sila trenja je odvisna od stika med telesom in podlago in od sile, ki pritiska pravokotno na podlago. Včasih zapišemo to tudi z obrazcem, z formulo, in sicer sila trenja je koeficient trenja krat normalna sila ali pa pravokotna sila, torej sila, ki pritiska pravokotno na podlago. Za poskus bomo uporabili tehtnico, saj bo nam pokazala, s kakšno silo delujemo na telo. Kot vidimo, več kot pritiskamo, več pokaže. Sedaj bomo pa uporabili fen, da pokažemo silo upora. Na začetku bomo dali počasi. Vidimo, da pokaže 10, ampak ko damo hitreje, pokaže se 28. Videli smo, da je sila upora odvisna od hitrosti. Zdaj bomo pa dali drugačne oblike telo. Resetiramo tehtnico na 0 in začnemo gor pihati. Bomo spremenili obliko posode, tako da bo ukazano v drugo smer. Ugotovimo, da večja kot je površina, ki zajema zrak, večjo silo ustvari. Sila upora je odvisna od hitrosti gibanja. Recimo, ko se otrok uči kolesariti, se premika zelo počasi in on praktično ne opazi sile upora, medtem ko nekdo, ki hoče kolesariti čim hitreje, opazi, da se z njegovo hitrostjo tudi veča sila upora. Sila upora je odvisna tudi od gostote. Večja je gostota tekočine, po kateri se gibljemo, večja je sila upora, in od površine. Naša želja je, da je ta površina čim manjša, zato imajo mnoga prevozna sredstva aerodinamično obliko. Sila trenja in sila upora sta zelo pomembna tudi pri kolesarjenju. Manjša kot je sila trenja, lažje bomo razvili večjo hitrost. Če pogledamo gume, tukaj od rekreativnih kolesarjev in tukaj od tekmovalnih kolesarjev, vidimo, da so tukaj gume zelo gladke, zato je sila trenja majhna in njihove hitrosti so dosti večje, medtem ko rekreativni kolesarji imajo gume dosti bolj nazobčane, tudi večje, sila trenja je večja, kolo je bolj stabilno na cesti, ampak ne moremo pa dobiti tako velikih hitrosti kot pri dirkalnih tekmovalnih kolesih. Pri kolesarjenju pa ni pomembno samo premagovanje sile trenja, ampak tudi sile upora. Če zopet primerjamo rekreativne kolesarje in tekmovalne, bomo videli, da ti zelo skrbijo za to, kako so postavljeni, da drug drugemu vozijo v zavetrju, rečemo. Vsi so sklonjeni, zato da zmanjšajo površino, na katero deluje zrak, in tudi njihove čelade so oblikovane zelo aerodinamične. Medtem ko rekreativni kolesarji sedijo bolj po koncu, s tem je površina, na katero deluje zrak, dosti večja, zato je tudi sila upora dosti večja in ti kolesarji so potem počasnejši. Sila upora je torej odvisna od površine, na katero tekočina, po kateri se gibljemo, deluje. In najbolj pomembno je, da imamo aerodinamično obliko, to je oblika vodne kapljice.
Aerodinamična je tista oblika, ki poskrbi za to, da je sila upora pri gibanju najmanjša. Ta oblika je še posebej pomembna pri stvareh, ki se hitreje gibljejo, recimo letalih in ladjah. Na njo moramo biti pozorni tudi pri vlakih in pri vseh avtomobilih. Naša želja je vedno, da je pač oblika takšna, da tekočina, po kateri se gibljemo, čim manj ovira našo gibanje naprej. Za aerodinamično obliko skrbijo tudi poklicni športniki. Svoje telo vedno postavijo v takšno prežo, da je sila upora najmanjša, medtem ko rekreativni športniki ne skrbijo za to, včasih smučajo tudi dosti pokončno in se ne vznemirjajo zaradi tega, če deluje na njih večja sila upora. Sila upora je zelo pomembna tudi pri plavanju. Če hočemo plavati hitro, moramo poskrbeti za to, da zmanjšamo silo upor. To naredimo z obliko rok, to naredimo s tem, da nosimo kapce, ker lasje povečajo silo upora. Medtem ko tisti, ki plavamo samo za zabavo, na to ne rabimo biti pozorni.